Pozdravljeni. Danes bom spregovoril o tematiki, katera zna biti za marsikaterega navdušenca Formule 1 rahlo neprijetna. Govoril bom sicer o bistvu Formule 1, o DNK-ju, kot ga nekateri imenujejo, o tistem smislu, zakaj je Formula 1 tako posebna. In predvsem bom spregovoril o tem, kako se to bistvo zlorablja strani medijev in določenih odgovornih le v luči lastnih interesov. Namreč dostikrat so polna usta mnogih tega, kako je treba zaščititi bistvo Formule 1 in prav oni so tisti, ki prekršijo to nenapisano pravilo. Namreč bistvo Formule 1 so zgodbe, so legende, so tisti miti, ki so jih ustvarjali pravi ljudje, pravi junaki. In te zgodbe ne rabijo olepšav, ne rabijo nebuloz, da bi izgledale bolj privlačne. In v tem že po svojem magičnem časovnem obdobju, pred Božičem, pred Novim letom, mnoge ekipe organizirajo srečanje z novinarji, kjer povedo, kaj bojo dosegli v prihodnosti in kakšni so spomini na preteklost. In seveda, obljube od prihodnosti so pri vseh ekipah postavljene zelo visoko in z leta v leto poslušamo, kako bo vseh 10 ekip osvojilo naslov svetovnega prvaka. A to ni nič kaj takega. Problem je tisto, ko se zlorablja zadeve iz preteklosti, zato da se potvori neko veličino. Poglejmo samo lep primer, ki se je zgodil na tistem srečanju pri skuderiji Ferrari in kjer mnogi, kateri bi lahko kaj pripomnili, so bili kar modro tiho. Namreč Luis Camilleri, tisti človek, ki je bil med sezono bolj ali manj tiho, je podal izjavo, kako je skuderija Ferrari tista, katera strmi zmeraj za legalnostjo, katera je nekako neka garancija o tem, da je vse skladno s pravilnikom in kako si tisti, ki si drznejo to kritizirati, ne zaslužijo mesta v skuderiji. Mislil je seveda na Maxa Verstappena in razumem njegovo stališče, spoštujem njegovo mnenje, a nihče izmed prisotnih na tistem srečanju ni imel dovolj poguma, da bi dvignil roko in povedal gospodu Camilleriju, da so pravzaprav pri Ferrariju dobili 50.000 evrov kazni, ker se niso držali pravilnika. Sicer na malce sporen način, o tem se naredil poseben prispevek, a vseeno kazen je ostala in ni treba poudarjati legalnosti, če to pravzaprav ne drži. Upam, da se strinjamo vsi. A prav okrog Ferrarija in brez skrbi nimam pike na Ferrari, se je zgodila epizoda, katera je mene osebno zbodla pri srcu. Rad imam skuderijo kot vsako drugo ekipo. Ni moja najbolj priljubljena ekipa, a nič za to. Ne dovolim, da kdo razpreda nebuloze tudi od rdečih. In v mediju, ki sem ga imel rad, katerega sem prebiral od mladosti iz časov, ko še ni bilo interneta, italijanske revije Autosprint, sem videl kolumno, katera me je razžalostila. Namreč, gospod Donini je napisal dolgo zgodbo, kako bi moral sedaj Ferrari, ko je Nico Hülkenberg odšel iz Formule 1, nekako rezervirati tisto številko 27. Tisto številko, katero je nosil Gilles Villeneuve. In še več, v svojih nebulozah je podal tudi teorijo, kako naj bi Charles Leclerc ali Sebastian Vettel lahko prevzel to številko. S kakim smislom? Prvič, bodimo iskreni. O legendi številke 27 so najbolj zaslužni novinarji sami. Gilles Villeneuve jo je dobil leta 1981. In vemo vsi, da je na začetku sezone 82 tragično umrl. Druge številke so bile bolj vezane na njegovo legendo, a novinarji so ustvarili zgodbo. Še nekaj drugega, kar ne smemo pozabiti, številka 27 je v drugih ekipah in na drugih bolidih z drugimi vozniki osvojila bistveno več kot s Ferrarijem. Poglejmo samo 1980, kako številko je imel Alan Jones ali 1990 Ayrton Senna. Ne biti presenečeni, a to so vam zamolčali verjetno pripovedovalci zgodb iz preteklosti. In sedaj, gospod Donini, bi želel, da je to del Ferrarija. Ne, 27-tica je del Gilesa Villeneuva, njegove legende in Ferrari si te legende ne sme lastiti.
Bil je samo zdraven, ko je nastala, pomagal je kot Scuderia Ferrari k temu, da je nastala in zgodba se ne sme ponavljati. Formula 1 je šport, ki gleda naprej in ne nazaj. In nekako ponavljanje zgodovine je samo izgovor tistih, ki ne znajo kaj drugega bolj pametnega reči. In zakaj naj bi Charles Leclerc hotel biti Gilles Villeneuve z njegovo številko? Meni to je podobno veliki nebulozi brez pravega smisla. A vseeno vidimo danes v Formuli 1 kar nekaj takih primerov. In sicer, bodimo iskreni, tudi Nico Hülkenberg, ko se je izbral 27-tico, so bili vsi lepo tiho, čeprav je tudi mene osebno to zmotilo. In tudi sami organizatorji Formule 1, in tu kažem s prstom na Bernieja Ecclestona, niso naredili nič. Po tragični smrti Julesa Bianchija je 17-tica bila namenjena samo njemu in nihče si jo ne more več izbrati. A primerjajmo Julesa Bianchija in Gillesa Villeneuva. Gilles Villeneuve si te časti ni zaslužil, kot zgleda, in zato ima lahko prav vsakdo njegovo številko. In ukolikor bomo pripovedovali zgodbe tako, kot nam paše, je prav, da jo tudi vsakdo ima. Poglejmo samo čuden primer, ki sem ga videl na italijanski produkciji serije življenja o Enzu Ferrariju. V nekem delu je bil prizor, kjer je Enzo Ferrari prišel na progo se pogovarjati malce z Gillesom Villeneuvom. Seveda igralci, bom rekel, fikcija. Vidimo tudi njegov Ferrari, rdeč z belo črto in številko 27. Vsakemu mlademu navdušencu je verjetno srce začelo hitreje biti, ko je videl tisti bolid Formule 1. S to majhno napako, da tisti bolid je bil 312 T3. O tem ni nobenega dvoma. In tisti bolid nikoli ni imel številke 27. Spet primer potvarjanja zgodovine, ustvarjanja nebuloz, podpihovanja legend, kjer jih sploh ni bilo. Nič ne bi bilo narobe, če v tistem prizoru bi bil bolid številko 12. A vem, mnogi ne bi razumeli. In prav tu je naloga tistih skrbnikov bistva Formule 1, DNK-ja Formule 1. In to so mediji in navdušenci. Bistvo je govoriti resnico. Danes mnogokrat vidimo, da nekdo povzame nekaj iz tujih virov, malce dodela, malce doda in objavi. In mnogokrat za pompoznim naslovom sledijo ogromne nebuloze. In mi vsi smo pri tem lepo tiho. Tisti, ki zgodb ne poznajo in morda celo verjamejo in nastanejo nove zgodbe, nove legende, katere pa z resničnostjo nimajo nobene veze. In res v današnjem tehnološkem svetu si lahko prav vsakdo omisli svoj vir. Poglejte na primer mene. Tu sem in pravim zgodbe, katere verjetno malo kdo posluša. A vseeno, truditi se ohranjati tisto bistvo Formule 1 je na nas vseh. Drugače, ukolikor bomo ustvarjali zgodbe, katere bodo samo trenutno popularne, bo DNK Formule 1 izvodenel. Z več lažmi bo manj resnice in več kot bo laži, manj bo Formule 1. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.